gospa Jasna. Podjetje Pisanec osebno poznam predvsem iz raznih oglasov v časopisu Delo. Bi vas pa vseeno na primer vprašal, kako ste se sploh odločili za ta posel, oziroma vem, da ste že nekaj časa v turističnih vodah. Kako ste pristali v tem? Ja, lep pozdrav še z moje strani. Res je, da smo prisotni na tržišču že kar preko 33 let. Vse skupaj je začel moj oče, ki je bil profesor zgodovine in geografije, in vedno je bila želja v njemu, da bi potoval po svetu, odkrival nove dežele, ljudi, njihove navade, običaje, obiskal znamenitosti. In ta želja je rasla vedno bolj. In tako se je pač odpravil z nahrbtnikom iz svojega rodnega kraja na vlak in odkril, kaj je za prvim hribom in drugim hribom. In tako je v bistvu začel raziskovati ali pa tlakovati pot kasnejši potovalni agenciji. Potovalno agencijo je odprl predvsem na zanimanje svojih prijateljev, znancev, sodelavcev, da pripravi potovanje, ki ga je potem tudi odvodil, ker je tudi licencirani vodnik. In tako se je pravzaprav vse skupaj začelo. Reklama je šla od ust do ust, potniki so bili zelo zadovoljni, vedno več so spraševali po naših programih in po vodenju očeta Franca Pisanca in potem tudi kasneje ostalih, ki smo se jim pridružili v tem vodniškem poklicu. Tako da se je naša agencija lepo počasi vztrajno širila. In lahko rečem, da zdaj, ko smo dali še eno krizo skozi, prebrodila vsa tista divja morja in ne vem, nekakšne nevihte, viharje, karkoli na poti, ki prihajajo tudi v turizmu s takšnimi drugačnimi izzivi, ki jih imamo na svetu. In smo še tukaj, delamo in dobivamo nove prijave. To je zelo lepo slišati. Saj ravno to sem vas hotel vprašati tudi, kako ste kaj prebrodili tole pandemično krizo, ki je bila. Po drugi strani pa tudi se mi zdi, da je ogromno konkurence na samem trgu, sploh zdaj tudi digitalnih medijev. Ljudje lahko, včasih je bila nekako navada, da si šel v neko agencijo, ko si zaželel neke počitnice, zdaj imaš toliko možnosti tudi preko interneta, tudi v tujini. Kako se s tem vsem soočate in borite? Ja, tale pandemija ni nobeno prizanesla. Sploh ne delavcem v turizmu, ne samo tem, ki delamo recimo v potovalnih agencijah, pač pa tudi recimo samim turističnim vodnikom, ker so čez noč ostali brez dela, tisti, ki so izključno zaposleni v tej branži. Problem je bil, ker če je bila zaprta Slovenija, je bila odprta tujina, nismo mogli potovati. Če je bilo obratno, spet nismo mogli potovati. In to se je kazalo potem kar v dolgih 2 letih, ko dejansko nismo mogli potovati po svetu. Naredili smo nekaj produktov, programov za potovanje po Sloveniji, ampak smo nekako ugotovili, da se veliko potnikov takrat odločilo kar sami usesti v avto, raziskati Slovenijo, bližnje kraje, kar je bilo pač mogoče. Ampak sčasoma, ko so se začele odpirati meje, in ko je bilo možno dejansko potovati tudi z avtobusom, večje skupine in z letalom, so bili naši potniki lačni potovanj. In tako smo imeli kar hitro zelo polne destinacije, ampak seveda v okrnjenem številu, ker vseeno so bile omejitve takšne in drugačne in za potnike in na destinacijah samih, recimo tudi v številu potnikov. Mi smo namreč specializirani za skupinska potovanja, in potrebuješ določeno število, da je pač cena primerna in da si potnik lahko potovanje tudi privošči. Tako da to je eden izmed izzivov tudi, če te omejijo skupino na 8 potnikov, ampak stroški so potem tako visoki, da si potniki mogoče 3-krat premislijo, ali res grejo na to potovanje ali ne. Drugače pa, kaj je bilo že drugo vprašanje o to pandemiji? Ja, vprašal sem vas tudi glede same konkurence tudi, ne, kako se soočate s tem? Ja, po eni strani imamo srečo, da imamo veliko število stalnih potnikov, torej tistih, ki potujejo z nami že preko 20 ali pa celo 30 let, da so oni dali dobro besedo o nas tudi svojim znancem in sorodnikom ter sodelavcem, in tako se nam je krog v bistvu širil. In zdaj recimo že njihovi otroci in tudi pa vnuki recimo potujejo z nami in je nekako veljalo za tisto zaupanje. V vseh teh letih so videli na naših potovanjih veliko lepega, videli so, da je naš
ta poslovni odnos zelo korekten, da smo v bistvu, imamo takšen oseben dostop tudi do naših potnikov in to jim je bilo zelo všeč. Je bilo karkoli, so se lahko kadarkoli na nas obrnili, niso naleteli na neka zaprta ušesa, da ni prišlo njihovo vprašanje ali karkoli drugega, predvsem v kakšnih težavah do odgovora. In vse skupaj se je taka prijateljska zvez zaupanja med našimi strankami in tudi nami vzpostavila. Tako da mislim, da nam to je in nam pomaga, da smo še vedno tukaj na tržišču prisotni. So pa zagotovo v času pandemije veliko spremenilo, glede na to, da so začeli potniki sami si bukirati destinacije oziroma izbirati letalske vozovnice, rezervacije, delati, potujejo sami. V določenih mesecih se to zelo poznalo, potem pa smo videli, da so vseeno, ko so izkusili to, prišli nazaj do agencije in so rekli, čisto drugo je, če pa imamo na poti tudi vodnika, ki nam vse skupaj lepo povzame v neko zgodbo, da neki destinaciji potovanju smisel od začetka do konca, da je z razlagami izredno bogato podprto, od zgodovine, kulinarike, navajev, običajev, celotna slika destinacije in podoba pa trenutnega recimo življenja, ki je v destinaciji, ki jo obiščejo, jim je to potem na njihovih potovanjih, kjer so jih sami organizirali, manjkalo. Tako da so potniki veseli, da je agencija spet ponovno v normalnem teku in pogonu in se z veseljem potem tudi prijavljajo. To je res super slišati takole, kar ste tudi dejali, v bistvu bi lahko rekli, da ta osebni stik, da ta, glede na to, da ste družinsko podjetje, da je to zelo pomembno tudi za vaše potnike, ne? Ja, zelo. Sem pa tudi želel vprašati, pa so se po pandemiji pričakovanja, navade potnikov kaj spremenile? Ja, so se. Recimo, vedno več je bilo povpraševanja po zelenih kotičkih, torej bolj po naravi, kjer spoznavajo lepote matere narave, ki je po mojem mnenju največja umetnica in želijo videti takšne bolj odmaknjene kraje, kjer začutijo tudi tisti mir, ko v bistvu samo opazujejo neko naravo, neke pojave, ki jih pri nas ni in jih to nekako tudi pomirja in se vedno bolj izogibajo kakšnih večjih mest, gneče. No, moram povedati tudi, da naši potniki so večinoma starejši potniki. Tako je bilo vedno, da je to srednja in starejša generacija in želijo v bistvu vedno več tega stika z naravo imeti, nobene pretirane naglice, gneče, ampak tako, da se pač, da se napolnijo dušo z lepotami, ki jih vidijo, kar slišijo in tudi, da nekako je za njih to sproščujoče, pomirjujoče, no. Tako da to je ena izmed stvari, bolj zelene destinacije, bolj odmaknjene kraje, kaj takega, kar recimo, kjer ni še kakšnega zelo velikega množičnega turizma, kjer se praktično v rekah premikajo od ene znamenitosti do druge. Kaj se je še spremenilo? Navadili so se bolj na te online prijave, kot sem omenila, so starejši potniki, sprva mogoče malo več težav bilo, ker imamo zdaj tudi online prijavnik, so tudi veliko več komuniciramo preko e-mailov, prej prav zaradi tega osebnega stika s strankami so večinoma prihajali k nam in so se tukaj prijavili, ker so potem lahko še kaj povprašali, bolj smo se spoznali tudi, potem so nas spoznali, ko smo tudi vodili recimo na turah in je bil že nek tisti oseben stik vzpostavljen in takoj, ko prideš recimo na letališče, te že lepo pozdravijo, lep pozdrav, ker kadarkoli se tako srečaš, tudi kaj osebnega poveš, ne. In to je tisto, kar imajo potniki radi in da tudi prepoznajo, da mi nekako jih čutimo, da jih poznamo in da je že neka globlja vez, kot pa samo stranka agencija. Druge stvari, da bi se prav zelo spremenile, ne, to, da je več preko e-mailov komuniciranja, tudi preko telefona, ampak zelo so se navadili na e-mail, no. To so te večje spremembe, ki jih mi recimo opažamo, drugače je bilo tako v agenciji, so počakali, so prišli na vrsto in so sedli in smo si tudi vzeli čas za njih, ne. Tako da to so glavne stvari. No, saj ste v bistvu že kar sami povedali, sem vas hotel malo glede trajnosti in digitalizacije vprašati, ampak ste v bistvu že oboje precej omenili. Sem vas pa želel vprašati, se je potem tudi za vas to spremenilo, glede na to, da pravite, da zdaj iščejo bolj zelene destinacije, v bistvu dajo večji poudarek trajnosti, ste morali tudi vi vašo ponudbo prilagoditi potem temu?
Ja, seveda. Mi že od praktično samega začetka zelo poslušamo naše stranke, kaj si želijo. Ker smo tudi mi osebno prisotni na destinaciji oziroma na potovanjih kot turistični vodniki, imamo potem iz prve roke njihove informacije, kaj si želijo kot naslednjo destinacijo obiskati, a ne. Se vedno pogovarjamo, ali je to ob večerji, ali tako, ko gremo na kakšen ogled in je malo prostega časa, povejo, želimo si pa še to pogledati, boste kaj pripravili. In dejansko mi poslušamo stranke in se prilagajamo njih, tako da mi smo bolj takšna tailor-made agencija, torej da po željah strankah naredimo destinacijo in prilagodimo program. In imamo potem tudi kar nekaj takih zaključenih skupin ali pa recimo skupin potnikov, ki so se na potovanjih spoznali, ki potuje potem v številu 15, 20 potnikov skupaj in rečejo, da drugo leto bomo pa šli recimo na Kubo, dajte pripraviti Kubo, pa bi mogoče nekaj posebnega, pa še to dodamo zraven in potem še razpišemo za ostale. In odziv je v bistvu zelo dober. Se ravno to sem vas hotel tudi nekako vprašati, kje vidite tudi v prihodnosti za turizem na splošno, pa tudi za vašo agencijo prednosti, kje bojo veliki izzivi še tudi v prihodnje pri takih zadevah? Ja, prednosti je to, da se posluša pač potnike stranke, a ne. Da se poskuša njim čim bolj prilagoditi, ker smo si zelo različni, imamo zdaj različne potovalne navade in tudi želje glede potovanj. In zato pač je treba prilagoditi, da se naredi nek določen program ali pa izbere destinacijo, ki je bolj pisana na kožo določenim potnikom in potem ponuditi tudi kaj drugega. Tako da je v bistvu čim bolj ta širok spekter različnih programov in destinacij, da se potniki povsod nekje najdejo, ne. Je pa z njim tudi, recimo pri naših konkretno potnikih so že veliko destinacij obiskali z nami in potem že kar malo zmanjkuje tistih kotičkov, ampak tukaj potem pride v ospredje spet tisto raziskovalno delo, ki ga imamo mi v agenciji, kaj zanimivega je še za pokazati, kje se dajo narediti zelo dobre zgodbe, predstavitve destinacije, ki je nekaj še posebnega, originalnega ostalo in takšne stvari predvsem iščemo in kar nekajkrat smo že v vseh teh 33 letih prišli ven s programom, ki ga nihče drug v Sloveniji ni ponujal, kajti damo velik poudarek na tem, da se odpravimo na študijsko turo, da raziščemo kraje. To pomeni od jutra do večera, gledamo to, na koncu naredimo izloček, to je zanimivo, to je potrebno vključiti, tega ne potrebujemo, da se naredi tudi najbolj raznolik program, da ni samo eno in isto, recimo ogled naštetih cerkva, ampak vsega pomalo, tako da vsak potnik ima nekaj zase oziroma si potem na koncu izbere tiste najlepše točke samega potovanja. In te študijske ture pač precej damo na to, vlagamo, tudi študiramo seveda veliko različnega materiala, da potem pridemo do nekega zanimivega, dobrega programa, ki ga potem objavimo in začnemo prodajati. Kje pa vidite, da bojo tudi izzivi tudi za vašo agencijo v prihodnje pri samem turizmu? Se že kaj kaže, kakšni novi trendi oziroma nove težave? Ja, težave, zdaj, ko so se potniki recimo navadili veliko sami po spletu iskati ponudbe, predvsem letalske ali pa tudi ponekod hotele, karkoli, potem mislijo, da je enako pri nas v turizmu. Skupinska potovanja recimo imamo čisto drugačne cene za letalske vozovnice, kar pomeni, da so višje od tistih objavljenih, kjer je recimo samo 1 ali 2 sedeža sta po neverjetno nizki ceni, s čimer letalska družba pride ven z reklamo, vsi ostali so že potem dražji in nekateri precej dragi, a ne. In potem, da skoraj da ne bi imeli tega zaupanja, da res damo ta prave cene ven. To se mi je zdelo, ker ne razumejo, skupinskega turizma je čisto nekaj drugega, a ne. Ampak tega zaenkrat ni veliko, ampak vseeno pa nekdo pokomentira in potem pokažemo, poglejte, če pa date, ne vem, to in jim razložimo, pa vidijo, da je nekaj čisto drugačna cena, čisto drugačna slika, a ne. Tako da to je en izmed teh izzivov. Izzivi so zdaj v zadnjem času neverjetno višanje cen na vseh področjih, letalske, hotelske, hrane, ni da ni, tudi vstopnine se, ne vem, ponekod tudi za 50-40% dvignile. In
To, kar malo je težko za nekatere potnike, ne, si to privoščiti, sploh če primerjajo cene, ki so bile recimo pred letom dvema in zdajšnje cene. Letala so zelo polna, ker potniki na splošno, ogromno je turistov po svetu, število frekvenc se je po pandemiji precej znižalo in se počasi to zopet vzpostavlja, tako da zdaj to so te največji izzivi. Recimo primer tudi, smo želeli razpisati potovanje na Irsko, smo imeli težave, ker v hotele, v katere smo leta in leta hodili, nismo mogli več priti, ker so bili zasedeni z ukrajinskimi begunci in potem pridejo na voljo samo hoteli, ki so preveč oddaljeni in niso v centru mesta, kar pa nam bolj ustreza našim potnikom, a ne. Tako da se je treba pač prilagajati, nekako rešiti zadevo, rešiti potovanje, če pa res ne gre, če so pa res takšne nemogoče in lokacije hotelov in cene, potem se raje tistega potovanja ne razpišemo in poiščemo kaj drugega, kar bi potnikom ustrezalo. Organizirate pa potovanja načeloma po celem svetu ali ste bolj na Evropo vezani? Ne, po celem svetu, zdaj po pandemiji smo se večinoma vezali na Evropo, ker je bilo še zelo nesigurno v svetu, kar se tiče tudi letalskih povezav. Videli smo, da je bilo ogromno odpovedi letal, mi smo imeli že rezervirane sedeže za naše skupine, pa so odpovedali polet, ga čisto črtali ali prestavili iz jutranjega poleta na večerni polet in potem nismo mogli izpeljati več programa, tako kot je bilo planirano, sploh če smo bili vezani potem na polete naprej. Tako da to se je v bistvu zelo kazalo, te vse težave. Če nekako zaključiva, lahko rečeva, da je delo v turistični agenciji še vedno, ne bova ravno rekla, da je lukrativno, ampak če se dela na pravi način in se dela v bistvu z nekim osebnim pristopom, je še zmeraj, kako bi tem opisal, da je nekako vredno samega dela oziroma človek začuti neko zadoščenje pri samem delu. Sem vas pa želel tudi vprašati, glede na to, da ste že kar nekaj let v tem poslu, kaj bi recimo svetovali nekomu, ki bi se šele začel lotevati takega posla s turistične agencije ali pa samo vodenja turistov in to, na kaj mora biti pozoren, oziroma kaj bi vi naredili drugače, kot ste delali recimo v preteklosti? Za te, ki se odpravljajo recimo na to pot v turizmu, digitalizacija, ne. Povsod je to zdaj na vsakem koraku, zelo mora biti vešči vsega tega, ker samih rezervacij ponekod sploh ni možno več opravljati. Tako da pač veliko informacij je na spletu, mislim, da se bo turizem začel usmerjati bolj tako v manjša števila, kot recimo posamezna družina, skupina prijateljev, v tem manjšem številu, ne tako zelo velikem, a ne, kot velike skupine. Tako da v tej smeri bolj butičnega, bolj specialnega, predvsem, da ponuja kakšne zanimive dogodivščine, aktivnosti, poleg kulinaričnega in tega je zelo veliko recimo povpraševanja, tako da v tej smeri bi pač predlagala, da se ne usmerijo. Kar se turističnih vodnikov tiče, morajo biti pač seveda dobro podkovani z znanjem, imeti zelo široko znanje in tako kot te, ki delamo v agencijah in na terenu, se treba ves čas pač izpopolnjevati, dodatno izobraževati. Turizem je zelo dinamična branža, vedno se nekaj spreminja, zelo hitro odreagira na razmere v svetu in oseba, ki se bi lotila tega posla, mora biti zelo fleksibilna in se mora znati hitro odločati in takrat dobro odločati. Ker če ne, so lahko zelo hude posledice, ampak zelo hitro to pomeni, da v nekaj minutkah, recimo smo imeli tudi primer, takrat, ko je bila vojna v Libiji, smo se mogli odločiti, kako narediti, po kateri poti iti, da lahko rešimo potnike in kar nam je seveda kasneje tudi uspelo, smo bili zelo veseli, da smo jih uspeli pripeljati domov, ampak ključno je to tudi, da so potniki, da so pač te zaposleni v turizmu dostopni, če se karkoli naredi na destinaciji, tako da ne pomeni to, ko imamo mi osebno dopust, da smo res na dopustu, ampak še vedno je neka telefonska številka, na katero se lahko potniki obrnejo, če imajo kakršnekoli težave, če so pač v času dopustov na kakšnem potovanju. Se pravi,
biti fleksibilen, vedeti, da to je zelo raznoliko delo, absolutno mora biti želja po delu z ljudmi, ljudje imajo različne navade, treba se bo navaditi, da so takšne in drugačne navade in izzive tudi strani potnikov, ki so nekateri bolj zahtevni od ostalih, ampak predvsem poslušati, slišati, kaj govorijo, in potem znati potem s potniki delati. In to je, se mi zdi, čisto ključno, kar moraš, je fino, da imaš v sebi, no, da znaš tudi slišati. Super, zelo lepo ste tole zaključili, lahko bi rekla nekako, da turizem so še vedno ljudje. Upajmo, da tako Ja. tudi ostane. Tako da, gospa Ja. Jasna, najlepša hvala za tale pogovor. Ja, Poslušalcem pa bi samo še enkrat sporočil, da moje ime je Gašper Ivančič iz Tehnološkega parka Ljubljana, ki sodeluje v projektu Star Growth, ki je delno sofinanciran s strani Evropske unije, Direktorata za enotni trg. Lahko nas spremljate tudi na naših socialnih omrežjih, sicer pa se kmalu vidimo v novem podcastu.